Predvsem slovensko podeželje nudi izjemno kvaliteto življenja. Rabimo prebujene posameznike, ki bodo znali sodelovati z drugimi prebojenimi posamezniki. Slaba hrana pomeni slabo kvaliteto življenja, slabo zdravje, odvisnosti. Samo sol, če pogledamo, se vzame naravni jod in se doda umetni jod. Naslednjič, ko kupite filter vrečke čaja, dajte odpreti pa poglejte, kaj je noter. Nekdo vodi ta špil. Kako osvežujoče je zapihljalo v tale poletni dan tu v dolini Svetega Janeza Krstnika, ker je tudi Žička Kartuzija. Lepo pozdravljeni, Katja Temnik. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vabilo. Z veseljem sem prisotna tukaj v Špitaliču, kjer je bil včasih spodnji dom samostana Žičke Kartuzije. No, ampak midva pojdiva kar na košarkarski parket, kjer ste končali kot izjemno uspešna košarkašica poklicno in sicer kariero športnice, ter stopili naravnost med brazde na zemljo in postali kmetica. Od kod, zakaj? Ja, to je zanimivo, kako nas življenje pripelje. Jaz sem res od svojega 11. leta 21 let posvetila z vsem srcem, dušo, vso pozornostjo košarki. Bila je relativno uspešna, tudi kapetanka slovenske reprezentance. Kot rečeno, šport mi je res pomenil vse, čeprav sem hkrati tudi študirala. Ampak zanimivo, če dovolj dolgo vztrajaš pri tem, sploh v tekmovalnem športu, potem bodisi ali tam tudi končaš po svoji igralski karieri in nadaljuješ, kot trener, menedžer ali kakršenkoli drug podporni kader, da bom rekla, ali pa se nas, kar je neredko, se odločimo za popolnoma drugačen preobrat v življenju. V meni se je ta želja oziroma to iskanje po nečem globjem, širšem gojila že v zadnjih letih svoje kariere, ko sem bila v tujini. Je pa tudi to zanimivo, da kot najstnica, rojena v Žičah, v tem prelepem kraju, sem sanjala o tem, da bom živela v tujini. Če pa že ne v tujini, pa v Ljubljani, vsekakor pa ne v Žičah. Ampak res ta zrelost, šport mi je dal, hkrati me je privedel do tega, da vidim, da pa je Slovenija, predvsem slovensko podeželje, nudi izjemno kvaliteto življenja. Tako da z veseljem sem se vrnila. Nisem pa takoj iz športnega parketa stopila direkt med brazde, ampak je to vseeno potekalo, je bil en tak notranji proces še pred tem. Lahko bi bili kjerkoli po svetu, tako če govorite kot diplomirana prevajalka 6 jezikov, hkrati ste pa tudi magistrica politologije. Ja, seveda, kot rečeno, če bi nekje ostala pri teh svojih otroških, mladostnih željah, bi najverjetneje zdajle bivala nekje v tujini in bi se vračala samo za počitnice, nekako nostalgično v Slovenijo. Ampak sem vesela, da sem dozorela v življenju, da sem imela priložnost videti, da tako tujina, kot konec koncev tudi moje področje, iz katerega sem magistrirala, politologija, ni ravno tisto, ki bi mene zadovoljevalo kot človeka, ki se v življenju želi najti svoj smisel in svojo vlogo, svoje poslanstvo. Kako gledate na politiko danes? Je ne gledam. To je po moje najboljša obramba pred jezo oziroma tem obupom, kam gre svet. Nemočjo, tako. Pa ne zato, ker bi posamezni ljudje si verjetno želijo dobro, ampak žal je cel sistem, to kako je postavljeno,
sploh ta strankarski sistem, ne, jaz mislim, da je zastarel, da mi danes ne potrebujemo ljudi, ki slepo verjamejo neki ideologiji, temveč rabimo prebujene posameznike, ki bojo znali sodelovati z drugimi prebojenimi posamezniki in delali za skupno dobro. Ne pa, da je prioritetno to, kako se stranka odloči, ne, ali pa voditelj stranke. Verjamete v glas od spodaj lahko, kako vpliva na odločevalce, to pomeni na politike? Ja, vsekakor lahko, ne. Tudi s tem referendumom o vodi smo dokazali, da lahko od spodaj tudi se kaj malega premakne. Bi pa tako rekla, nisem velik optimist, da bi zdaj iz tega malega lahko sistem, kot ga imamo danes, res vplival pa kaj spremenil. Lahko pa od spodaj začnemo preobrazbo sistema. Potem pa mislim, da lahko daleč pridemo. Kot kmetica, ki se pač vsak dan ukvarja in nenazadnje spremlja, upošteva tudi vso zakonodajo s področja kmetijstva, kako gledate na kmetijstvo danes? Ja, to je izjemno kompleksno področje. Kot rečeno, jaz večino svojega življenja sem prej posvetila čisto drugim področjem, ne, športu, jezikom. In ko sem preko biodinamike, preko mamine in želje in neke poti razvoja, pokazala mi je pot, kjer lahko najdem samo sebe, ne, v stiku z naravo, prišla na ta kmetijski parket oziroma na to področje delovanja, bom rekla, sem bila kar šokirana, ker sem se zavedala, prideš ob neki zid, torej jaz sem prišla iz vidika potrošnika, iz tistega, ki je končni uporabnik pridelane hrane, ne. In imaš visoka pričakovanja, sploh če se zavedaš, da slaba hrana pomeni slabo kvaliteto življenja, slabo zdravje, odvisnosti in en tak začaran krog, ne. In imaš, zdaj pa imam priložnost nekaj spremeniti in začneš in potem vidiš, da te v bistvu zelo, zelo veliko ljudi po strani gleda. Ustaljenih iz tradicionalnih kmetijskih praks, iz tradicionalnih institucij kmetijske politike. Včasih res sem se počutila kot, ali sem zdaj jaz še pri pravi ali ne, ne. Na primer, dam samo primer, ker sem tudi mlada prevzemnica kmetije in smo imeli še pred leti, ko je bil kmetijski minister Gregor Židan v Pivoli srečanje, mladi prevzemniki. In tam smo imeli tudi delavnice različnih področij, skratka od odnosov na kmetiji, katere panoge razvijati. In hkrati je bilo tudi ena skupina, ki se je ukvarjala z uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ne. In potem smo te skupine potovale od ene teme do druge in naša skupinica in vsaka skupina je napisala na en tak velik list svoje ideje, svoje poglede, kam bi želeli, da se kmetijska politika na tem področju razvija. No, in naša skupinica na koncu pride tudi do uporabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. In tam so bile napisane različne pobude, skrajšati čas, dati, ne vem, več možnosti oziroma več izbire ali ne vem kako, da imaš še dostop do večje izbire teh sredstev. In pol jaz rečem, ja kaj pa kmetovanje brez fitofarmacevtskih sredstev? In ti fantje, ki so bili tam, pa tudi eden iz svetovalne službe, tako debelo pogledal, kako pa to mislite? Jaz to mislim tako, kot delamo, to se da, ne. In je v bistvu ta zakoreninjenost ali pa vraščenost v to, da je treba škropiti, da je treba gnojiti, da brez skupljenih semen se nič ne da, da to nič ne zraste, tako prežela naše razmišljanje na podeželju, da je to res zaskrbljujoče.
No, ampak prav ta umetna gnojila so vendarle največji onesnaževalec. Ja, seveda, in podtalnice naše hrane, da ne govorimo o zemlji, rodovitnosti zemlje. In poglejte ta paradoks, ne. Civilizacije so se lahko razvijale samo tam, kjer je rodovitna zemlja, kjer so imele hrano v preteklosti. Mi pa zdaj in rodovitno zemljo uničujemo. Torej, z tako intenzivnim kmetijstvom, za tako intenzivno uporabo mineralnih gnojil, se pravi, to so umetna gnojila, in herbicidov, fungicidov, v bistvu zemljo tako izčrpamo, da več ne more roditi, da nam nič ne da. In potem ti rabiš še več teh sredstev, ne, še bolj neka nova vrste semen, ki zrastejo samo eno leto, če zrastejo, so pa izjemno neodporne na vremenske vplive danes, ne. Skratka, mi smo prišli do faze, ko narava ni človeku več prijateljica, ki mu daje tisto zatočišče, ampak sovražnica. Ampak to ni zaradi narave, to je zaradi človeka, ne. Mi smo se usmerili popolnoma drugam, kot bi se, po mojem mnenju in mnenju tudi takih, ki želijo ohranjati za sabo zdravje našega planeta. Po tem mnenju gre ta brzi vlak kmetijstva čisto v kontrasmer, kot pa tja, kamor bi moral. No, ampak po drugi strani je pa lahko prav kmetijstvo najbolj pridobitna gospodarska panoga, saj iz enega semena lahko pridobimo 100 novih semen. Saj to je tista tragika, ne? Da je v bistvu kmetijstvo edina gospodarska panoga, ki ustvarja realen višek. Kaj to pomeni? Jaz v vsem gospodarstvu moram nekaj vložiti in potem se pač to material preobrazi, spremeni in pride neki izdelek ven. Ampak, a veste, iz nič ali pa iz malega ne bo nikoli zraslo, mehansko zraslo nekaj več ustvarjeno. Narava ti pa iz enega semena, ne vem, da cel klas, ki ima koliko, 50 novih semen, ali pa iz enega fižola, ne, zraste ne vem koliko strokov, spet po 100 semen, se pravi iz nič, iz česa, iz sil narave se je ustvarilo nekaj, kar še ni obstajalo. In kmetijstvo, ne, če se mi postavimo v to izhodiščno točko, ki je pač tudi kmetijstvo osnovna gospodarska panoga, iz katere so se potem razvile vse druge, torej jaz v sodelovanju z naravo lahko non-stop ustvarjam višek. Kako smo pa zdaj prišli do tega, da je kmet v bistvu revež, brez subvencij, ki bi mu hranile vse te ogromne traktorje, ne vem kakšne hleve, stroje za krave, bi imel zelo malo na računu, ne. In to je velik, mislim, ja, paradoks, ne. Kaj je šlo narobe, da smo prišli do tega, da so kmetje tako zelo odvisni. In to je mene najbolj boli tudi. Torej, kmetje kupujejo semena, ki so hibridna, večinoma, ker pač obljubljajo ti proizvajalci, da bo to enakomeren, obilen pridelek. Torej, kupili so semena. Seveda so ta semena z temi novimi genskimi postopki, čeprav pravijo, da to ni genska manipulacija, veliko manj odporni, prilagojeni na naravne pogoje. Kakorkoli se ti spreminjajo, so rastline, ki so že skozi rasle v naravi, veliko bolj temu prilagojene. Torej, imamo te hibridna semena, ki rabijo zaščito proti plevelom, proti škodljivcem, proti vremenskim neprilikam, ne, ki jih morajo spet kmet kupiti. Potem za mehansko obdelavo potrebuje veliko goriva, nafte za te silne traktore, pa potem za predelavo in na koncu je odkupna cena tega, na primer koruze, mizerno nizka, ne. Torej ne dobi nič in če za to, kar je delal, ker dela pa, da se razumemo, kmetje ogromno delajo, ni da nič ne delajo, ne, ogromno delajo, ampak v napačno delo, ki nima smisla, ne. No, in
Torej, ne dobi plačano za svoje delo, za to, kar je proizvedel, seveda ne, ker je to, kar je proizvedel z vsemi temi umetnimi škropivi, umetnimi gnojili, škropivi nizke vrednosti, zato mu lahko ti trgovci zbijajo ceno in nujno rabi subvencije, ki pa poslušajte, ki jih pa mi financiramo kot davkoplačevalci. Torej, financiramo vso to proizvodnjo te slabe, nizko kvalitetne hrane in hkrati s tem sebi kupujemo v bistvu slabenje zdravja, ne. In zanimivo je to, da potem, ko ob uživanju take hrane, ne, te res nekvalitetne, z leta, ne, saj nihče ne umre iz danes na jutri, ampak v letih se to nakopiči, naše zdravje peša in ko gremo v lekarno po zdravila, nam ta zdravila prodajo isti proizvajalci, ki so kmetu tista semena, da je on odvisen, ali pa škropiva, gnojila. Torej, nekdo vodi ta špil. In po drugi strani tudi so poleg oziroma kot glavni oglaševalci tudi trajnostnih pristopov. Ja, to je pa izjemna manipulacija, ne. Torej, vidijo pa ti veliki proizvajalci, pa so od Monsanto, ne vem, BASF, ogromni so to playerji, Bayer, ne, ki seveda en posameznik nima smisla se proti njim bori v smislu na njihovi ravni, ne. Vedo, da se človek, da se posameznik prebuja, da opaža, da je vedno manj zdravja, ne, vedno manj kvalitete življenja. Življenjska doba mogoče je daljša, ampak kakšno kvaliteto življenja imamo. In torej vidi, da ljudje želijo ekološko, zdravo pridelano hrano, da želijo ohranjati naravo, zato se potem kamuflirajo z raznimi izrazi, trajnostno, ohranitveno kmetijstvo, malo ne bomo orali in bomo deževnike pustili pod zemljo, škropili pa še toliko več, ker seveda bo potem več plevelov, ampak vse to znajo zakriti, ne. Tudi zdaj, ko Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, to imajo prav načrtovane torej sestanke z ministrstvom, z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, kjer bodo oni lahko predstavili, kako zelo dobro delajo za kmetijstvo in kam naj se Slovenija usmeri, ne. Ampak groza, mislim, a vi veste, da ekološki kmet dobi 2-krat manj podpore v Sloveniji, pa mislim, da v Evropi kaj ni drugače, okoli 300 evrov na hektar, medtem ko pa intenziven kmet z nekimi ukrepi, ki kamuflirajo, da je to varovanje okolja, pa 600 evrov. A vi si želite torej tisto špricano hrano ali si želite kvalitetno hrano, ne? No in kakšno hrano danes uživamo? Kako pridemo do nje, oziroma znan je ta rek, povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si. Ja, danes na trgovskih policah z redkimi izjemami, ne, so pa določene predvsem bioprodajalne, ki se trudijo, da podpirajo in prave ekološke proizvajalce in hkrati dajo ljudem dostop do kvalitetne hrane, ampak generalno je to zdaj mrtva hrana, kar pomeni, da nimajo nobenih življenjskih sil. Eno je, da so pridelane na način, kot sem povedala prej, potem pa v procesu predelave tako sprocesirane. Torej, zamislite si, ne, samo sol, če pogledamo, se ji vzame naravni jod in se doda umetni jod, ne. Zakaj? In to se pri večini stvari se naravne stvari odvzame, tiste, ki je pač kvaliteta tiste hrane, in dodajo umetni dodatki, ne. Čaje industrijske. Naslednjič, ko kupite filter vrečke čaja, dajte odpreti pa poglejte, kaj je noter. A je res tisto zelišče, o katerem piše, da je, iz katerega je čaj, ali je tam kaj druga, in potem boste šli gledati, pa kako, da ni noter borovnic, če piše borovničev sadje. Ja, ker v bistvu piše na škatlici z aromo borovnice, ne? In to so pa pač proizvajalci umetnih arom, tisti, ki
služijo, ne kmet, ki je nabiral borovnice. Ojačevalci okusov in tako dalje. Tako, ne. In to so spet stvari, ki se nalagajo v našem telesu, izbruhnejo tako ali drugače, z raznimi alergijami. Tega naše telo, ki je sestavni del narave, in narava kot ena izjemna modrost točno je vedela, kakšne naj bojo rastline, kakšne živali in kakšen človek, da je ta cikel popoln, en drugega dopolnjujejo, tudi v smislu prehrane, ne. In to umetne stvari, to naše telo ne more prepoznati, ne. Zeliščni vrt Majnika in tudi kmetija, ki sodi zraven, veliko, vse skupaj približno 6 hektarjev, je kmetija, ki se ukvarja z biodinamičnim pridelovanjem. Kaj to sploh je? Ja, tako, biodinamika je v bistvu tisto, zaradi česa sem jaz prišla iz košarkarskega igrišča med brazde, in predvsem zato, ker to ni zgolj način kmetovanja, ampak pomeni predvsem način osebne rasti, ampak ne v tistem, bom rekla, površnem pomenu, razvoja sebe kot človeka in hkrati z tem, ko ti razvijaš sebe in v ta krog vključiš tudi v naravo, in narava je hkrati tvoja velika učiteljica, ti naravo preobražaš in iz te preobrazbe nastaja drugačna hrana. Hrana, ki ima, za razliko od tistega, kar smo prej govorili, izjemno veliko življenjskih moči v sebi. Torej, da iz ene pikice semena izraste rastlina, na primer kalčke tudi delamo, ne? Ampak če bi to alfa lucerno posejali, je to rastlina, ki ima 1,5 metra globoke korenine, čez meter nadzemnega dela, torej skoraj 3 metre velika rastlina iz ene pikice, ki je potrebovala samo zemljo in vodo. In kaj je biodinamika? Je v bistvu prodiranje v procese, kakšna notranja logika deluje v tej pikici, da se je lahko iz nič razvila v tako silno rastlino, ne. In to je, ja, se opravičujem. Brez mehanizacije. Ja, tako. Torej, to je tista izvorna, ne. Danes živimo v sodobnem svetu in ni biodinamika, ne pomeni nazaj restavriranje neke preteklosti, ampak pomeni preobrazba sedanjega, preteklega, iz modrosti, ki iz tega izhaja, na tak način, da bo primerno sodobnemu človeku in razvoju sodobnega človeka. Kar pomeni, da mi uporabljamo seveda stroje, tudi traktore, ampak ni to prioritetno na kmetiji. Na kmetiji je prioriteten človek in moj odnos, moj interes za rastlino, ne. Za rastlino, za živali in seveda tudi za ljudi. In to ni zdaj samo za ljudi, ki z mano delajo, ki skupaj soustvarjamo, ampak tudi za ljudi, ki bodo to hrano, to, kar smo mi pridelali, potem prejeli in tudi užili, ne. Vse poteka v ritmih, tako tudi pišete v kolumni v reviji Sensa. Ja, ritem je glavna značilnost živega, ne. In mi živimo v takem tem podnebnem pasu, ko imamo zelo lepo, kljub vsemu, še letne čase izrazite, ne. In ni zanimivo, vsako leto se ponavlja, vedno so drugačne, ampak zaporedje pomlad, poletje, jesen, zima je vedno isto, ampak vedno vsako leto drugačno, ne. In ta ritem, ne, kaj to pomeni? Ritem pomeni eno blaženje, eno harmonijo med dvema ekstremoma. Vedno, torej, pride do ene točke in se obrne v drugo točko, ne. In je vedno živ, vedno je gibljiv. Mi, današnja družba in tudi kmetijstvo, pa gre za takt, ne. Pa želimo vse človeka, ki živi iz teh ritmov, ne. Enkrat je naše razpoloženje lahko boljše, enkrat slabše, enkrat imamo več moči za delo, enkrat manj, ampak želimo, mi bi pa kar se želeli spremeniti v stroj, da bomo skozi
takt, na točno ob uri, ne. In to, kar je pri ritmu tudi zanimivo, ne, kar lahko opazujemo pri daljšanju dneva in noči, torej gre vedno, nikoli ni ista točka, ne, nikoli ne pride ta ekstrem na isto točko. In kaj to pomeni? To nas spodbuja, ritmi v naravi nas spodbuja k živemu mišljenju, k ne mehaniki. Mi smo v mehaniki, v tehniki izjemni. Mislim, to lahko samo zaploskaš človeku, kaj je uspel v tem počutnem, v tej tehnologiji z elektriko razviti, ne, kaj vse danes imamo. Ampak nekaj smo pozabili pri tem človeka. Človek ni mehanika, živali niso mehanika, rastline niso mehanika, ne. In to kmetijstvo, če se vrnem intenzivno, pa želi to vse mehanizirati, ne. Imate, ne vem, te najsodobnejše, ne, ali pa te spodbude grejo k digitalizaciji, mehanizaciji kmetijstva, ne, in potem imaš predavanje iz ministrstva, organizirajo, kjer ti predavajo, kako v Ukrajini letijo droni nad polji, ne, in zaznajo bolezen, takoj javijo računalniku, računalnik pripravi škropivo, se dvignejo letala, poškropijo. To smo imeli tudi na predavanju za mlade prevzemnike. In potem se jaz vprašam, v redu, mi smo kmetje. Se pravi, vi mi predavate o nečem, kar me vodi k temu, da jaz izgubim svojo kmetijo. To lahko dela računalničar, to ne rabiš kmeta. Kmet mora iti do zemlje, pogledati rastlino, imeti stik, ne. In to je ta velik razkol med mrtvim, med usmerjanjem v uničevanjem, ne, in živim, to, kar je biodinamika želi, ne. Bodiva konkretni, kako se biodinamično pridelovanje recimo razlikuje od ekološkega, ki je prav tako človeku prijazen način? Ja, vsekakor je ekološko pomemben korak nazaj ali pa drugam od intenzivnega, ker z to strogo omejitvijo teh umetnih fitofarmacevtskih stvari, ne. Ampak to, kar je pa preskok iz ekološkega v biodinamično, torej vsaka biodinamična kmetija je hkrati ekološka, je pa v to živo, v to sfero, da mi lahko s svojo miselnostjo, ne z nekimi utrinki iz neba, pa da se mi nekaj ampak s svojim intenzivnim ukvarjanjem, kako ta živa logika poteka v naravi, lahko v te procese prodremo. In tudi z preparati, ki jih uporabljam, ki izgledajo zelo nenavadni, najprej, ki jih spoznaš, ne, gnoj iz roga, kremen se zakoplje v rog, se pusti v zemlji pol leta zakopan in se potem izkoplje in potem to na homeopatski način mešaš in poškropiš po polju. To ti pač nekdo, ki izhaja iz današnjega šolstva, že mogoče pokliče psihiatrično bolnišnico, ne. Ampak zakaj? Ker nima, zaradi lenobe, ker ne želiš pomisliti, kaj pa oni želijo s tem, ne. In ta uporaba in kravjih rogov in gnoja, kremena, ki posreduje svetlobo rastlinam, ne, in to sta osnovna preparata, eden, ki daje to kvantiteto, da se rastline dobro ukoreninijo, razvijajo, drugi pa kvaliteto, da razvijajo vonj, okus. In mimogrede nas zares hranita samo vonj in okus, ne neke maščobe pa hranilne snovi, ampak ker mi nismo samo fizično bitje, smo duševno-duhovno bitje in zato rabimo duševno-duhovno hrano oziroma fizično hrano, ki je temu primerna, ne. In če se vrnemo k temu konkretnemu od biodinamike, iz naše lastne izkušnje lahko povem, da smo imeli torej od 2012 imamo uradno odprt zeliščni vrt Majnika in potem tudi to njivo pol hektara zraven, to večjo kmetijo zdaj 3-4 leta.
In lahko prav vidiš, kako je tukaj, kjer se že mama več kot 15 let ukvarja in prideluje na biodinamičen način, se pravi z uporabo sredstev iz narave pa naravnih procesov, kako je ta področje, kot da bi bilo zaščiteno. Enkrat niso imeli neke generalne škode, suše, imeli smo poplave, ampak rastline znajo, torej mi jim lahko damo notranjo moč, da one znajo se zapreti oziroma obstati, in ko imajo spet normalne pogoje za rast, one lahko rastejo naprej. In to je velika razlika z intenzivnim kmetijstvom, ko jih, bom rekla, že zdaj malo hujše deževje uniči, ne. Voda, pogledate, 2 ure je dež, pa stoji voda po zemlji. Zakaj? Ker je tako zbita, tako nepropustna, da zdaj že vsak najmanjši dež povzroča poplave na intenzivnih poljih, ne. Z biodinamiko pa ravno to, v bistvu daješ to moč, da prilagodljivost rastlin, ne. In tudi, ne vem, smo imeli obdobje zelo močne toče v neposredni bližini ali neurij. Pri nas gre, kot da bi nekako zaščito, tako, ja, tako atmosfera se ustvari, ne. In a veste, tudi atmosfera, tudi veter, to so vse živi procesi, ne. In živi procesi so prisotni tam, so prisotni v moji notranjosti in v rastlini in v živalih. In zato gre, da jaz poznam, kako ta povezava deluje, ker potem bom jaz to povezavo uspel narediti tako, da bo to v dobro tega, kar deluje, ne v škodo, ne. O tem veliko govori oziroma je sploh začel z biodinamiko dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije. Ste tudi vi antropozofinja po duši, po vsem tem, kar počnete? Jaz iskreno upam, da. Čeprav je to pot, ne. To ni nek cilj ali pa niso neki podatki, informacije, ki bi se jih ti naučil in potem kar imel, ampak je ravno za to gre, ne, za moj notranji razvoj. In ja, Rudolf Steiner, ki je živel na prelomu v 20. stoletje pa na začetku 20. stoletja, za to svojo duhovno znanostjo, ne. Torej, kaj je Rudolf Steiner želel? In biodinamika izhaja iz antropozofije, iz modrosti o človeku, ne iz vede o človeku, se pravi, gre za modrost. On je želel ustvariti most iz tega materialnega, v katerem mi živimo. To obstaja in mi ne moremo kar to zanikati, zdaj pa to je nevredno. Ne. Mi kot duševna, duhovna bitja živimo v tem fizičnem, materialnem, in to, kar je on želel, oziroma vsa njegovo delovanje na vseh področjih, od valdorske pedagogike, evritmije, religije, konec koncev, medicine, ne, antropozofske farmacije, je bilo v tem, da človek sebe, kdorkoli to je, sebe razvije in potem na tistem področju, ki deluje, uspe narediti povezavo iz tega fizičnega do duhovnega. Ker mi smo duhovna bitja in daleč v preteklosti so bili ljudje prežeti z bogovi, to si niso kar izmislili, ampak so oni to doživljali. Ampak česa niso imeli današnje zavesti, niso imeli prebujenosti v tem fizičnem. Oni so živeli in njih je vodili so svečeniki, bogovi in potem, ne vem, faraoni, kralji, ampak lahko, če imamo en tak pregled skozi zgodovino, vidimo, kako je to božje delovanje v človeku in zunaj njega, ne, skupnosti, se vedno bolj umika, dokler ni človek res izstopil iz raja, ne, in jedel iz jabolka spoznanja. Kaj pa to zdaj pomeni? Torej, da mi neke slutnje, neke instinkte, da nekaj višjega obstaja, še imamo, ne. Nekateri so še ohranili, imajo še določene sposobnosti, ampak tisti izhajajo iz starega. In to, kar je Rudolf Steiner zdaj želel, je najti iz tega, kjer smo danes, z današnjo zavestjo človeka, spet povezavo nazaj k duhovnemu, k temu, kamor smo prišli, ne. In to pomeni razvoj človeka bom mogoče tako banalno rekla, v neke višje sfere. In zato
biodinamika ni samo setveni priročnik Marije Tun, ne, da mi sledimo, kdaj je dan za cvet, je lahko neka vstopna točka, da mi sploh začnemo razmišljati, da na to, kakšen krompir mi bo zrastel, ne vpliva samo tisti košček zemlje, pa sonce, pa voda, ampak tudi drugi planeti, ne, tudi druge sile v naravi, v kozmosu. In ko zdaj začnem kako to deluje, prepoznavati, lahko to tudi, kako bi rekla, urejam oziroma usmerjam. Ampak jaz moram vedeti, kam to usmerjam. Jaz moram vedeti, kam gre razvoj človeka, ne? In to o tem Steiner govori na primer v svoji teozofiji. Torej, ker, a veste, hrana, ki je danes primerna za nas, ni bila primerna 3000 let nazaj, pa v stari Perziji, ne? Tam so šele razvili, oni so mogli razviti iz trave prva žita. Zakaj? In to niso naredili z nekim poskušanjem v laboratorijih, ampak iz neke modrosti, nekaj jih je vodilo. In zakaj se je to moglo zgoditi? Zato, da je lahko imel človek potem v skladu s svojim razvojem tudi primerno hrano. In zato grejo v biodinamiki, da mi zdaj odkrijemo, kam gre razvoj človeka in kakšno hrano bo potreboval, ne. In zanimivo, mogoče še to povem, ne, Rudolf Steiner, torej so ti preparati, imamo tudi kompostne preparate, ki si jih tudi damo v neke živalske ovojnice. Zakaj? Ker ima vsak organ ali pa tam, kjer je, ne, rog krave je izjemen pomen ima za kravo in za človeštvo tudi konec koncev. Skratka, je dal neke usmeritve v kmetijskem tečaju, Rudolf Steiner, kam naj bi se kmetijstvo, na kak način naj bi kmetovali, da zemlja ne bi bila vedno bolj izčrpana, da ne bi umirala, ampak da bi bila rodovitna. Ampak zanimivo je to, ne, da ti preparati, čeprav je tudi tu materializem, ta pohlep, ne, res obsedenost z denarjem posegla, ne, ima svoje lovke in preparate teže prodajajo, čeprav to mora biti človek zraven udeležen, ne. Skratka, pravi, ne, ampak ti preparati vedno bolj delujejo, bolj ko se človek razvija, ne. Torej, jaz brez mojega osebnega razvoja bojo tudi ti preparati ali pa biodinamični način kmetovanja kmalu ne bo več učinkovit, ne. Katja, stopiva v zeliščni vrt Majnika oziroma konkretno na vašo kmetijo. Kaj vse pridelujete? Kaj so ti končni izdelki? V skladu s tem, ne, da ne zasledujemo intenzivnega, ampak kvaliteto, in pa seveda z veliko željo in tudi znanjem moje mame o zeliščih, o naravi, pridelujem predvsem zelišča, ne, torej ekološka, biodinamična, in jaz mislim, da smo danes, bom celo si upala trditi, največji proizvajalec ekoloških zelišč v Sloveniji, ker saj, da bi jaz preko teh društev poznala, da ima kdo več kot 2,5 hektarja nasadov ekoloških zelišč, ker to je ogromno za zelišča, ne. Ne poznam in torej potem iz tega delamo, če sem prej omenila, da sta predvsem vonj in okus tista, ki dajeta to duševno-duhovno hrano nam, moč, ne, da mi mislimo, da imamo neke zdrave občutke. Potem delamo zeliščno sol za kuhanje, in ki je zelo primerna za vsakdanjo kuho, ne, in s tem bogatimo kakršnokoli jed imamo, ji damo s tem, si upam trditi, neko drugačno vrednost, neko drugačno energijo, poleg okusa, ne, ravno zaradi načina, kako so bila zelišča pridelana. Pa tudi z korenino svetlobe, ki ima še posebno dodano vrednost. Ne? Ja, tako, to je pa potem tudi ena različica te kuhinjske zeliščne soli, Majnika Premio mi pravimo, kjer je pa dodana, kot ste že omenili, korenina svetlobe oziroma svetlobni koren, ki je res taka zelo posebna rastlina. V širši javnosti je postala bolj znana, ko je oče Usaina Bolta, tega večkratnega svetovnega olimpijskega prvaka v šprintu, ne, dal
intervju za nemški Spiegel, in ko so ga vprašali, pa kako to večino atletov, teh izjemno sposobnih z rekordi, so še vedno ujeli na kakem dopingu vašega sina, pa ne, kako si to razlagate, je rekel, to je pa gotovo zaradi jama, ne, in oni imajo plantaže te korenine svetlobe in Usain Bolt je to jedel od malega, ne. In to je ena rastlina, za katero je pa Rudolf Steiner rekel, da je ena redkih, ki vnaša svetlobo v človeka, ne. Zakaj ima takšno ime? Ime smo prevedli iz nemščine, iz Lichtwurzel, in zanimivo je, da če to rastlino posadiš na njivo ali v zemljo, bo naredila take razvejane korenine, nič kaj veliko uporabne. Medtem pa, če jo posadiš v kremenčev pesek, torej v kremen, ki posreduje svetlobo pod zemljo, ne, pa se ta rastlina debeli in potem po 2-3 letih imaš lahko takšne korenine, tako debele, ki se lahko uživajo sveže, večinoma jih pa zaradi daljše, bom rekla, uporabnosti mi posušimo, narežemo, posušimo, meljemo v prah in dodamo zeliščni soli. Ker zanimivo je, ne, tudi ta rastlina je pač, poleg tega, da ima veliko tudi, rekla, čisto fizičnih hranilnih snovi, ne, mikroelementov in je zelo dobra za imunski sistem, je energetsko zelo bogata, no, zelo visoko in nekateri se tudi uporablja v terapevtske namene, mi žal jo še ne pridelamo v takšnih količinah, ravno iz razloga, ker moraš na primer prostor omejiti ali skopati 1,5 metra globoke jarke, dati tu gre tone mivke, ne, ali pa visoke grede postaviti, potem je plezalka, rabiš visoka, tako napeljati. Skratka, ampak bolj kot da bi bila ta rastlina kot druga zelišča, da bi naredil neko kuro, se priporoča uporaba vsak dan po malo, ne. In na primer kuhinjska sol je idealna zato, ker ti gotovo boš nekaj skuhal ali pa si nekaj posolil, da imaš to dozo. Ja, in je zanimivo, nekateri, sem prej želela povedati, če jo uživajo ne sol, ampak samo korenino popoldan ali pa zvečer, imajo lahko težave s spanjem, ker prispeva k budnosti. Zadnja taka zanimivost, ne, zakaj je Steiner priporočal, da bi se ta rastlina, ki drugače Dioskrea batatas, ki drugače izhaja iz Kitajske in je vrsta jama, naj uporabljala v Evropi. Pač Srednja Evropa je zdaj tisti prostor, ki je nosilec razvoja, ne, čeprav malo ne zgleda, ker nas drugi gospodarsko prehitevajo, ne, ampak po nekih, bom rekla, človeškem razvoju je pa Evropa še vedno ta center današnjega časa. Včasih so bili drugje. In pravi Steiner, ne, ta rastlina bi morala nadomestiti krompir v Evropi. Zakaj? Ker krompir nam daje moč samo za neko fizično delo, ta pa nam daje moč za mišljenje, ne, torej za našo ustvarjalnost, za našega duha. Tako da ja, z veseljem spodbujamo tudi domačo uporabo ljudi, da si jo vsak v nekem sodu goji. Ja. Tako. No, ampak kalčki nam dajo pa tudi veliko energije in to je tudi nekaj, kar se uživa malo, česar se uživa malo z veliko dodano vrednostjo in to tudi vi proizvajate oziroma prodajate. Ja, res je. Moram reči, da moja mama je izjemna, kar se tiče za to njeno, ne, čeprav izhaja iz tega kmečkega okolja, podeželskega, je visoko izobražena, ampak hkrati ima pa neko zelo razvito intuicijo, kaj je dobro, ne. In ona je v bistvu že 15-20 let nazaj začela z kalčki. No, jo je zelo pritegnalo. In to je spet, to so 8 dni stare rastlinice, ne, ki potrebujejo samo vodo.
samo vodo in pa toploto, ne. In spet vse vsebujejo vse elemente, vso energijo, ki jo potem rabi rastlina, da odraste. Ampak na primer mikrozelenje že moraš posaditi oziroma dati v zemljo, ne, da že črpa iz zemlje, kalčki črpajo samo, lahko rečemo, kozmično energijo in tisto, kar je v semenu, in so izjemno dobri, predvsem v jesenskem, zimskem času, ko ni ostale sveže zelenjave tako veliko, ja. Koliko vas je zaposlenih oziroma koliko ljudi dela na kmetiji? Ja, občasno nas dela zelo veliko. Imam pa, torej midve z mamo, mama sicer je v pokoju, ampak na kmetiji je to stalna praksa, pa ne zato, ker ona želi in ker je njeno znanje izjemno dragoceno, ne. Torej midve z mamo, Marjeta, zelo veliko pomaga tudi Andrej in tudi brat, drugi brat od mame z družino, seveda moj brat, ki pa je drugače poslovnež, ampak zdajle, ko je spomladi, ko je največ dela, pridejo tudi zelo pridne ženske roke večinoma, da oplejejo, da okopljejo, da začnejo rezati zelišča, tako da včasih nas je za mizo tudi 8, no. Za mizo? Ja, ker je pa to, zdaj sem rekla, ne na polju, ampak za mizo, ja, ker je pa to en sestavni del našega načina, tudi delovanja. Kot rečeno, mama, čeprav je zelo izobražena, je sprejela to vlogo, da kuha za vse, ne. Se pravi, da miza postane na nek način spet oltar, ne, k temu, ker tam se ljudje srečajo, se pogovorijo, tam dobijo hrano, energijo, in če je to hrana, ki je v bistvu, ki si jo sam predelal, ne, pri kateri si sam sodeloval, je to še en dodaten občutek ali pa dodatna kvaliteta zraven, ne. Odnos torej do sodelavca, delavca. Ja, vsekakor. Jaz vsaj upam, da imamo izjemno enakovreden odnos, da nisem jaz šef ali pa moja mama, temveč da drug drugega podpiramo, damo to, kar lahko, ne. Jaz imam pač določena znanja in tista izkoristim, ne. Delavci oziroma ti, ki pridejo pomagat, imajo določena znanja, da tisto prispevajo. Gre za to, da vsak nekako se najde v tem, ne. In je pa res, da je to neka drugačna paradigma od ustaljene, ne. Kar pomeni, midve z mamo nisva, mama najprej, pa potem jaz, ko sva šla na neko poslovno pot, nisva s tem začeli zato, ker je bila to tržna niša, temveč iz najinega razvoja. In tudi moja misel, da se širim, ne. Po eni strani bi bilo najlažje, bi ostale samo midve, tistih par izdelkov, tudi verjetno zaslužek bi tam bi največ nama ostalo, ampak vedno nama je bilo pomembno, da je kmetija socialni organizem. In meni še zlasti, da je to prostor, kjer lahko daš vsaj občasno delo, kvalitetno delo, torej zdravo delovno mesto, kot se zdaj pač tako populistično reče, ampak dejansko delovni prostor, kjer ti ne boš samo izkoriščen, ampak boš tudi ustvarjalen, ne, in tudi sebe v bistvu zemlja zdravi, ne. Tako da ja, odnosi med nami so zelo, ne bom rekla, da se nikoli nimamo navzkrižnih mnenj, ampak vedno z velikim spoštovanjem en do drugega in vedno najdemo skupno pravo pot, ki zaenkrat se kaže, da je v redu. Ja. Konkurenca? Ja, konkurenca. Iskreno povedano, jaz mislim, da je nimamo. Pa ne zaradi tega, da bi bila ohola ali ošabna. Gre bolj za to, da če še kdo, pa ne bom rekla samo v Sloveniji, ampak na svetu, se tako intenzivno ukvarja s temi procesi, tako intenzivno preučuje, moja mama predvsem strokovno literaturo, ne, jaz pa antropozofijo in to duhovno delovanje v naravi. Če še kdo toliko živi, temu posveča svoje življenje,
na tak način tudi dela, potem jaz mislim, to ni naša konkurenca, pa so lahko samo prijatelji in dobrodošli, čim več ljudi naj se na tak način ukvarja z naravo. Imate tudi dneve odprtih vrat, vse leto vodite tudi delavnice oziroma vabite ljudi k izobraževanju. Ja, to z veseljem sprejmemo, to je pa je bila tudi mamina želja velika, da bi bil predvsem ta ugledni zeliščni vrt vedno odprt prostor tudi za ljudi, da bi spoznali, da bi odrasli mogoče, da vidijo, da je na tak način pridelava tudi mogoča. Otroci zato, da dobijo ta pristen stik z rastlinami, z naravo, z biotsko raznovrstnostjo, ne. Imamo, če je v najboljši sezoni, sva že našteli 187 različnih rastlin, ne, na zeliščnem vrtu, kar je izjemno bogastvo, drugače, ko se peljete po naših cestah mimo polja, večinoma koruza, ne, je monokultura. In take oazice, kot je naša, pa so še in v Sloveniji in v Evropi, take kmetije seveda so izjemna dragocenost, ne. Monokultura na polju, monokultura v glavi in srcu ste nekje zapisali. Ja. Rudolf Steiner pa je kmetijo imenoval oziroma definiral kot nekakšen neodvisen organizem z lastno individualnostjo. V to smer se razvija tudi vaša kmetija. Ja, skušamo. Ja, ta z monokulturo kar hitro lahko opazimo, kako različna hrana pač različno deluje na nas, ne. Meso na primer nam da bolj energijo in voljo v tem fizičnem delu, ne. Tudi, bom rekla, neke bolj zadovoljevanje ali nekih bolj fizičnih želj, medtem ko pa rastlinska hrana bolj dviguje, ne. Imamo višje misli, ampak ni, tudi na primer Steiner je bil vegetarijanec, ampak ni rekel, vsi bi mogli biti vegetarijanci. Ne, še celo nekaterim je predpisal meso, ne. Zakaj? Zato, ker mi kar hitro pa nas lahko ponese, ne, ta luciferičnost. Mi bi bili samo v oblakih, ne bi pa več bili na fizičnem. No, skratka, in tudi potem raznovrstnost hrane, ne, okusov deluje na zelo raznovrstne naše misli, ne, na neke ideale. A veste, da imamo mi nek smisel, nek ideal, ki ga zasledujemo v življenju. To je čisto neka druga notranja gotovost od tega, koliko imam jaz na računu. Tam je negotovost, ne, ker ne vem, kako dolgo bom še imel, ne. Skratka, in ta pestrost, ne, biotska, zato pa je narava kot tista velika modrost ustvarila tako različne, tako pestre rastline, živali, zato da bo človek poskrbel za to. In z biodinamično kmetijo, ne, kaj je Steiner mislil kot individuum ali pa kot organizem, samostojen, ne. Je predvsem to, da si lahko vso hrano pridelaš sam, in predvsem je pomembno, da je gnojilo, ne, ker gnoj oziroma kompost je pomembna sestavina pri pridelavi hrane, ne, ker veste, tudi mi dobimo energijo z našo hrano šele, ko se ta popolnoma razkroji, ne. In to, kar se v našem telesu na nek način v nekem mikrokozmosu dogaja, se dogaja v naravi na ravni makrokozmosa. In tudi te procese, kako ta razgradnja poteka in kako potem te sile vplivajo na hrano oziroma rastline, ki tam rastejo, je zelo pomembna, ne. In gre predvsem na primer za kravo, ne, za ta kravji s svojim popolnim prebavnim, inteligentnim prebavnim sistemom, kako se ti procesi potem vkomponirajo. In je, po eni strani bi morala biti kmetija zaključen organizem, kar pomeni, da torej jaz za gnojenje svoje zemlje, za spodbujanje rodovitnosti ne prinašam iz drugih kmetij ali pa, bog ne daj, iz kmetijskih zadrug umetna gnojila, ne. Ker krave tudi, ne, krava je tak tipičen primer, tudi v bistvu, ki se pasejo na moji kmetiji, potem
to kozmično inteligenco tudi na tak način predelajo v takšen gnoj, kot ga moja zemlja rabi, kot ga rastline, ki so jih one užile, rabi, ne? In skrbijo po svoji naravi za ravnovesje, ne? Brez da bi jih ti karkoli silil, one takšne so, ne? Morajo pa imeti rogove, ker tam imajo pa one povezavo, ne? Notranjo, mislim zunanjo in notranjo. Skratka, po eni strani zaključena celota, ne? In po drugi strani pa vseeno kot socialno organizem, kot odprt za okolico. V središču je človek in tudi odnosi z drugimi ljudmi, ne, poleg torej živali, rastlin. Ker kaj pomeni to? So določene pobude, imamo, ne, poznamo, ko se želijo ljudje izolirati, bomo šli nekam na, ne vem, neko samotno oazo, mi bomo perfektno živeli. Kaj se pa zgodi z tem svetom, ker drvi v prepad, nas pa ne zanima. Ampak to ni jaz mislim, da to ni prava pot. Prava pot je preobražati točno tu, kjer si, v nekaj boljšega, ne? Iz tega, kar imamo, v nekaj boljšega. To ne pomeni, da bomo zdaj ustavili Monsanto, pa to bo šlo, ampak bomo pa preobrazili določen del, ne? In to bodo imeli ljudje, ki bodo prihajali za nami, možnost, da pridejo, ne? To je ena, druga pa je tudi neposredno, veste, mi imamo vedno več civilizacijskih bolezni, ne? Otrok, oseb s posebnimi potrebami. In zanimivo je, da je Steiner imel po kmetijskem tečaju, to je 8 predavanj, ki jih je takrat za take velike kmete v Kobervicu leta 1924 držal oziroma imel takoj potem predavanja o zdravilni pedagogiki. Torej za ukvarjanje, kako pomagati otrokom ali pa ljudem s posebnimi potrebami. In to pri Steinerju ni nič naključje. Vsaka njegova beseda v njegovi knjigi, predavanje je drugače, je tam z namenom, ne? In zemlja zdravi ljudi in mi in hkrati ljudje, predvsem ljudje s posebnimi potrebami zdravijo zemljo, ne? In danes pa se mi zdi, da smo vsi bolj, imamo kakšne potrebe posebne, ne? In zemlja je izjemna zdravilka, ne? Na duševni, duhovni in fizični ravni. Tako da naša kmetija tam, kamor se mi želimo razvijati, je v nekem malem obsegu že omogočamo ali pa z veseljem sodelujemo z varstveno-delovnim centrom iz Slovenskih Konjic ali pa osnovno šolo v parku, kjer so otroci z posebnimi potrebami. In a veste, kako zanimivo, ne? Ti si skozi v tej naglici oziroma se pač boriš proti njemu, pa moraš to, pa moraš tisto. In včasih, ko so napovedane, da pride skupina, ne, delati na vrt, pomagati, ne, si tako še zjutraj mislim, še toliko moram stvari, kaj sem si še to nakopala. Ampak ko pridejo, je kot da bi se čas ustavil. Ti dobiš čisto neko novo dimenzijo časa pa prostora. Poleg tega, da so zelo pridni, zelo veliko naredijo, je potem tiste 2 ure minejo, kot da bi pihnil, in hkrati imaš ti čas za vse. To je neverjetno, ne? In to z nekimi mehanskimi tabelami ali pa, kako se reče, kalkulacijami, to ne moreš predvideti. To lahko samo v živem odnosu človeka s človekom. Ti lahko samo v živem odnosu človeka z rastlino ugotoviš, kaj je to rastlina. In Steiner pravi, ne, spoznanje, interes, to je najvišja oblika ljubezni. Torej, da imam jaz interes, kdo si ti, kot človek ali kot rastlina. In če mogoče še to povem, ne, dostikrat smo tako z ženskami, ne, imaš na vročini, ne vem, pa na zemlji, pa si na kolenih, pa okopavaš, ne gre drugače, ne, okoli rastline pač stroji ne morejo, ne. In neverjetno, kakšni pogovori se razvijajo, kaj mogoče nikoli ne bi povedal, ne, na kavici, v nekem bifeju ali pa v domači kuhinji, pa na zemlji poveš, ne. In to začenjam res vedno bolj opažati, nekaj ti pomaga, da se lahko tam odpreš, ne. Tudi ljudje, ki so zelo zaprti, marsikaj povejo. Katja, mediji so se kar odprli in
prav lepa hvala za vso vaše bogastvo, izkušenj, znanja. Srečno in vse dobro še naprej. Najlepša hvala in jaz bi rekla tudi eno izjemno zahvalo naravi, vsem rastlinam, živalim, tem bitjem, ki nas podpirajo, ki nam pomagajo in pa predvsem ljudem, tako kot je vaša oddaja, kot je Senca, ki da priložnost, da vidimo, da nas je več, ki razmišljamo v to smer in ja, verjamem v dobro. Tudi mi. Hvala lepa. Hvala.